Pozdravljeni, sem Boris Hajnjak, direktor sinagoge Maribor in avtor razstave o slovenskih žrtvah Auschwitza. Naslov razstave je sicer z verzom slovenskega pesnika Lojze Krakar, tu se je smrt utrdila do smrti, kar je seveda nekaj, kar je samo po sebi že dovolj značilno. Bi pa opozoril torej zaradi tega, ker je moja ena izmed najbolj zgodnjih izkušenj povezana prav z temi verzi. Namreč, ko sem bil še otrok, sem hodil v pionirsko knjižnico in tam je bila knjiga z tem naslovom. In ko sem si hotel sposoditi v 3. razredu osnovne šole, so mi rekli, ne, veš, to pa še ni za tebe. No, kasneje sem to knjigo prebral in od takrat naprej je Auschwitz zadeva, ki mi je poznana. Nikoli pa se seveda nisem mislil, da bo na koncu avtor te razstave, ki jo danes gledamo. Zdaj, sam Auschwitz kot pojav je nekaj, kar se nikoli ne bi smelo zgoditi, pa se je zgodilo. Slovenskega vidika je mogoče do zdaj spregledano bilo to, da je Auschwitz neka zgodba, ki, čeprav je bila seveda v veliki meri večkrat predstavljena, ni nikoli dokončno predstavljena. Zaradi tega, ker ni bil narejen napor, da se seveda stvar razišče po seveda najboljših močeh. Namreč večino literature o Auschwitzu so pisali preživeli. Preživeli seveda so to izjemno delo naredili, vendar preživeli ne morejo govoriti na mestu umrlih. No in zato neslučajno se razstava začne s fotografijo enega izmed slovenskih taboriščnikov, katerega imena ne poznamo. Vemo, da je bil Slovenec, kar se jasno vidi iz napisa, kategorije, politični etnik Slovenec. In kakšna je bila njegova usoda, ne? Ali je preživel ali ni preživel, najbrž ni, zato ne vemo torej, kdo je točno na fotografiji, pa se gotovo bil Slovenec, je dokaz, ne, da pravzaprav še vedno nismo torej slovenskega vidika te stvari dokončali. Ker smo pa tukaj ravno na začetku pri dveh seveda zadevah, ki je tako moramo izpostaviti, treba poudariti, da to, kar vidite tukaj, to fotografijo in kar boste v nadaljevanju videli, večkrat predstavljajo nekaj, kar je izjemno. Namreč samo v taborišču Auschwitz so od začetka delovanja vse taboriščnike ob prihodu fotografirali, razen tiste, ki so jih ubili takoj po prihodu. Ta zadeva sicer se je potem končala v celoti vzeto za leto 1943, so pa še vedno čisto do konca, do januarja 1945 posamezne kategorije taboriščnikov fotografirali. To pomeni, da je seveda nastalo kot ena izmed najbolj močnih virov, ki imamo delovanje v taborišču Auschwitz, ogromno število fotografij. Vemo, da jih je bilo okrog 200 000, niso se vse ohranile, namreč fotograf, ki jih je naredil, bil je sam taboriščnik, je sicer dobil ukaz, da ko so taborišča evakuirali, mora te fotografije uničiti. On je sicer večino uničil, še vedno jih je pa 40 000 uspel skriti. No in med temi 40 000 hranjenih fotografijami je najmanj 800, če ne 850 fotografij slovenskih taboriščnikov. Ena izmed teh je tukaj na začetku razstave, neslučajno neimenovanega, neznanega slovenskega taboriščnika. Druga stvar, v vseh taboriščih so bili taboriščniki samo številke. Je besede, ki ste verjetno že velikokrat slišali. In to je dejansko država. Vendar, samo v taborišču Auschwitz so taboriščniki imeli pa številke vtetovirane na levo podlaket. Vzrok je bil v izjemno visoki smrtnosti taborišča Auschwitz brez plinskih celic. Tale taboriščnik, ki je prišel torej nekje okrog sredine leta 1942 v Auschwitz, je bil zagotovo že med tistimi, ki ima to številko vtetovirano. Relativno malo ljudi ve, zakaj je bilo to samo v Auschwitzu. Kot rečeno, bil je vzrok v visoki smrtnosti taboriščnikov in taboriščniki v ostalih taboriščih, ki so bili seveda isto kot Auschwitzu, samo številke, so imeli številke zvezene ali pa pritrjene na obleko. Ko je človek umrl v Auschwitzu ali katerem taborišču, so mu obleko slekli. In ker je v ostalih taboriščih bilo število trupla relativno majhno, ni bil problem z zamenjavami, kdo je zdaj kateri. V Auschwitzu pa je bilo število trupel dnevno zelo veliko in potem so čisto z tehničnega vidika se odločili, da taboriščnikom številke vtetovirajo. Kar pomeni, če ste kdaj do zdaj srečali, videli, kakorkoli taboriščnika, ki je imel taboriščno številko vtetovirano, je ta bil zagotovo v Auschwitzu, ker samo v Auschwitzu so te taboriščne številke vtetovirali. Do zdaj spregledano dejstvo je to, da je med sicer okoli 2300 taboriščniki iz slovenskega prostora v Auschwitzu bila večina žensk. Namreč, šele pri predstavljanju te razstave se je izkazalo nekaj, kar je pravzaprav bilo očitno že prej, ampak očitno nismo do zdaj opazili. Nacisti so od vsega začetka, ko so prvo taborišče postavili Dachau, samo 2 meseca po prevzemu oblasti, vanj začeli zapirati tudi ženske. Zelo hitro so se pa odločili, da je treba z več razlogov ločiti moške taboriščnike od ženskih taboriščnic.
Po več sicer nekih poskusih so od leta 1939 ustanovili posebej za žensko specializirano taborišče Ravensbrück. In to ime je tudi zaradi tega, ker je izjemno veliko število Slovenk bilo v tem taborišču, sklepam, seveda precej znano v slovenskem prostoru. Relativno malo je pa poznano, da sicer potem v neki zelo pozni fazi vojne, šele v jeseni 1944, so ostala taborišča Dachau, Buchenwald, Flossenbürg in tak naprej, začela tudi ženske taborišnice sprejemati. Za eno veliko in pomembno izjemo. Ta izjema je pa Auschwitz. Torej, kako je bil Auschwitz izjemen glede fotografiranja taboriščnikov, glede tetoviranja, je bil tudi izjemen glede žensk. Namreč v Auschwitz so začeli ženske sprejemati že leta 1942. Slovenke so bile seveda v veliki meri pripadnice osvobodilnega gibanja. Če je torej neka Slovenka bila kot pripadnica osvobodilnega gibanja, leta 1941, 1942, 1943, tudi 1944 zajeta in so se okupatorji odločili, da jo pošljejo v taborišče, je imela dve varianti samo. Ali jo pošlje v Ravensbrück, kar smo vedeli do zdaj, ali jo pa pošlje v Auschwitz. In če pogledate na zemlji, kje je Ravensbrück, predvsej visoko na severu Nemčije, blizu Baltske obale, in kje je Auschwitz, vam postane jasno, zakaj je pravzaprav potem bilo zelo veliko Slovenk poslanih tudi v Auschwitz, ker je to geografsko pravzaprav bližje Sloveniji kot Ravensbrück. Torej, koliko zdaj seveda natančno še ne vemo, ampak sklepamo lahko, da okoli 2/3 od 2300 poslanih v Auschwitz so bile ženske. Prva konkretno, Štefka Štibler, tu je njena fotografija, ima torej kategorije sicer politični jetnik Jugoslovan. Ona je bila sicer pripadnica komunistične partije že pred drugo svetovno vojno, zelo pomembna tudi relativno, ne. Je pa seveda tudi zaradi tega, ker je, če rečemo, bila usposobljena za ilegalno delovanje, ne, zelo hitro potem postala zelo pomemben člen taboriščnega odporniškega gibanja. In kot takšna po vojni potem ena izmed glavnih pričevalk delovanja Auschwitza. V tem velikem številu Slovenk, ki so bile v Auschwitzu, je še posebej tragična skupina Slovenk, ki so bile matere. Tukaj imamo primer ene izmed teh, precej znano ime je sicer to, Elizabeta Šarh. Ona je bila žena narodnega heroja Šarha in mati nič manj kot 9 ukradenih otrok. Bila je Štajerske in nacistično nasilje nad Slovenci je bilo daleč najmočnejše leta 1942 na Štajerskem, kjer so vse znane sorodnike partizanov, v tem primeru seveda torej Šarha, aretirali. Če so bili starejši od 58 let, so jih poslali v taborišča starejši ljudi, če so bili pa mlajši od 18 let, so jih pa zdali v posebna mladinska taborišča in torej vzeli njihovim staršem. Kar v konkretnem primeru Elizabete Šarh, ki je imela 9 otrok, pomeni, da so ji otroke vzeli. On jo samo, ker je pa seveda bila v mestni skupini, so poslali Auschwitz, kjer je potem tudi nekaj mesecev, potem ko je kasneje prišla sem, umrla. Ta primer govori o tem, koliko je pravzaprav premalo poznano, ne, da je recimo slovenska zgodovina odporništva med drugo svetovno vojno ni sestavljena samo iz očitno junakov, kot je bil mož Elizabete Šarh, Alfons Šarh, narodni heroj, pa tudi mnogih drugih žal premalo poznanih žrtev, kot je tudi njegova žena ali pa njegovi otroci. Drugi primer tukaj je Angela Hlačun. Ona je bila odpeljana prav tako v tem velikem valu nasilja 242 leta na Štajerskem v Auschwitz. Njeno dvoletno hčerko so ji seveda vzeli, no in to je edino pričevanje, ki je hčerka ohranjena. Namreč slovenski taboriščniki niso bili na dnu taboriščne hierarhije, tam so bili nesporno Judje, mogoče malo više Romi. To meni, da so imeli seveda nekatere ugodnosti, ki seveda mogoče danes zgleda nič pomembnega, ampak ena izmed teh je bila to, da so lahko v določenem času pisali sorodnikom, vedno seveda samo strogo v nemščini. Angela Hlačun seveda ni vladala zelo dobro nemščine, vidi se potem, da je pač malo okorno, očitno je tudi kdo drugi pomagal, je pa zanimiv en detajl, ko piše svoji sestri, ki ni bila zaprta, ne, jaz osebno sem dobro. Malo se postavi vprašanje, zakaj je to napisano, ne. Namreč ona je bila poslana v taborišče skupaj s mlajšo sestro in starejšim bratom, ki sta takrat, ko je to pisala, en mesec prihodu bila že oba mrtva. In namesto da bi rekla, mi smo dobri ali pa kaj take, je napisala očitno, ne, z namenom, jaz osebno sem dobro, kar ti ona dva očitno nista, ne. No in pa seveda večina teksta je jasno, da govori o skrbi za njeno hči. Angela Hlačun ni preživela Auschwitza, njena hči seveda je pa ohranila to pričevanje na svojo mater. No, še posebej tragična znotraj te skupine mater so bile pa nosečnice. Tukaj imamo primer Anice Vrisek, ki je prišla visoko noseča v Auschwitz, njeno pričevanje se je ohranilo, ker je Auschwitz preživela in sam naslov pove vse. Sinek je preživel samo 3 dni. Tole spodaj pa je Zora Strman, ki je prav tako rodila deklico v Auschwitzu, ni umrla v njenih rokah, kot je prejšnji primer bil, ampak so jo vzeli.
Na fotografiji, ki ste črno-bela, vidite, da je bila plavolasa, imela modre oči, ne? Očitno se je nekomu izmed nacistov zdela ta deklica primerna za posvojitev. Nikoli več svojega otroka ni videla. Tisto, kar je tudi ta razstava pokazala, pa do zdaj ni bilo dovolj poudarjeno, je to, da enostavno ni slovenske pokrajine, ki ne bi imela žal svojih žrtev v Auschwitzu. Primer je Gorenjska, ki se je seveda šele zdaj izkristaliziral. Verjetno je spet vsaj mnogim znano, da je glavno središče nacističnega terorja na Gorenjskem ves čas vojne bilo zapori v begunjah. Dejansko tukaj so poslali večino ljudi v smrt, kot talce ali v taborišča. Ohranja se tudi izjemni vir za delovanje tega zapora, to so begunske zaporniške knjige. In sedaj raziskovalci so seveda pogledali samo to, kar tam piše direktno. Namreč, če je pisalo poslan v Auschwitz, so ga smatrali poslan v Auschwitz. In je bila številka relativno skromna, med 10 in 20. Nadaljne raziskave so pa pokazale, da marsikdo, ki je imel napisano Celovec, je bil pravzaprav iz Celovca potem poslan v Auschwitz. Namreč Celovcu je bilo poveljstvo policije in SS za to območje. In na koncu je številka, torej ljudi, ki so bili poslani iz Begun, iz Gorenjske v Auschwitz, pravzaprav nekajkrat večja, kot smo do zdaj vedeli. Če k temu dodamo še, da nekateri izmed Begun, ki so bili poslani v Dachau, Mauthausen ali kamorkoli, so bili potem premeščeni v Auschwitz, kar se ni do zdaj poznalo, ker se ni pogledalo, potem pridemo do pravzaprav povsem novih ugotovitev. Tukaj sem predstavil seveda žrtve iz Gorenjske, ta je primer dveh sicer iz okolice Litije. Gre za očeta in sina, pisala sta se oba dva Knez. Zanimiv detalj je to, da je, ko je bila fotografija narejena, je fotograf pozabil spremeniti kategorijo. Namreč piše Pole, po nemško Poljak. Mi vemo, seveda po številkah, da nista bila to Poljaka, ampak sta bila Slovenca, poslana preko Begun v taborišče. Ampak tudi, če tega ne bi prepoznali takoj, ne, po številki, je tu še en detalj. Kot ste verjetno tudi že marsikdo slišal, ne, so bili taboriščniki, ne samo številke, pa tudi kategorije. To so označevali za trikotnike različnih barv. Fotografija je sicer črno-bela, ampak mi vemo, ker sta bila politična, da bila torej v tem primeru ta trikotnik rdeči, ampak če ste pozorni, vidite, da je izvezana črka S. Slovenci so bili samostojna kategorija v Auschwitzu, no in zaradi tudi vemo, da ta tukaj napis Pole, Poljak je napačen, to je seveda pozabil fotograf menjati, to sta seveda oba dva Slovenca. Nobene od njih dveh ni preživel Auschwitza. V skupino nedovolj poznanih podrobnosti o delovanju taborišča Auschwitz in Slovencev sodi tudi slovenske žrtve iz Auschwitza iz območja Ljubljanske pokrajine. Dejstvo je, da je konec 1943 bil poslan celo en transport Slovenk iz Ljubljane v Auschwitz, kar pomeni, da je tudi po tej logiki do zdaj bila zadeva poznana, vse kar se te kategorije, torej ženske taborišče tiče. Ena izmed žrtev tega transporta je tule na sliki, Marica Melik, bila je dijakinja takratne in sedaj še vedno obstoječe poljanske gimnazije. Tisti detalj, ki je po mojem tukaj poleg ostalega najbolj pomembni, je pa, če pogledamo fotografijo natančno, vidimo, da takrat, ko 17-letna dijakinja, zdi se, da je ta fotografija iz torej tega leta, ko je bila poslana v Auschwitz, ima okrog vratu verižico s križem. Dostikrat se namreč trdi, češ, da so bili tisti, ki so bili poslani v taborišče Auschwitz po političnem liniji, če tako rečemo, ne, seveda zaradi tega, ki so bili komunisti ali pa kaj podobnega. Marica Melik je bila nesporno verna, kar se tudi jasno tukaj kaže. In to so vsi možni razlage, ne, v tem smislu, da je pač ena skupina Slovencev verna bila na eni strani, druga pa na drugi, na tem konkretnem primeru seveda ne grejo skozi. Njena seveda usoda je bila takšna, da je Auschwitz preživela, vendar je prišla z Auschwitza tako oslabljena, da je kmalu zatem, v 46. leta, za posledicami Auschwitza umrla. Ko je umrla, so pa pod vzglavnikom našli njen dnevnik, ki je med drugim ena izmed tudi najbolj presenljivih pričevanj, ki jih imamo delovanja Auschwitza. Drugi primer je pa povsem neznan bil, in sicer gre za taboriščnika iz Dolenjske. Stanko Henigman je njegovo ime. On je preživel Auschwitz in dočakal tudi zelo visoko starost. Tu ga vidimo že v starosti več kot 90-letne krvodajalske akcije, kjer ponosno še vedno kaže tvojo tetovirano številko iz Auschwitza. Namreč on sploh ni bil zajet v nobenem do zdaj poznanem literaturi, z prostega razloga, ker ni poslan direktno v Auschwitz. On je bil partizan na Dolenjskem, v okviru velike roške ofenzive 1942 let je bil zajet strani Italijana, poslan v italijansko taborišče. Tam ob kapitulaciji Italije prevzeto od Nemcev, poslan v Flossenburg in naprej. In med drugim je torej 7 mesecev preživel Auschwitz, zato ima svojo tetovirano številko. Vsega skupaj na koncu 11 taborišč preživel.
No in sama njegova zgodba, ne, bi si zaslužila, če bi seveda imeli čas in možnost se razložiti, recimo čisto posebno predstavitev. Je pa primer, ne, kako se seveda šele z natančnim delom, ne, seveda marsikaj, kar bo zdaj spregledanega, lahko pokaže. Drugi, do zdaj tudi poznani transport iz območja Ljubljanske pokrajine, pa je bil transport konec leta 1943 iz Novega mesta v Auschwitz in šlo je za dolenjske Rome. Ne glede na to, da se je do zdaj poznalo, torej, da ta skupina je bila poslana v Auschwitz in se je vedelo, da tudi nihče od njih ni preživel, je šele natančna raziskava pokazala, da lahko v tej skupini Romov vseeno nekaj več povemo, kljub temu, kot rečeno, da noben ni preživel. Namreč znotraj Auschwitza je pravzaprav delovalo več različnih taborišč in romsko taborišče, Cigojner lager, kot se mu je reklo v takratnem besednjaku, je med tistimi deli taborišča, za katere se dokumentacija daleč najboljše ohranila. In to je vzrok tudi, zakaj je možno potem to sicer relativno majhno skupino, 77 dolenjskih Romov, precej natančno slediti. Zato je tudi lahko razberemo marsikatero podrobnost, kot je na primer tole. Tole je konkretno nalog za laboratorijske preiskave. Laboratorijske preiskave so izvajali v Auschwitzu ne kot edinem taborišču, res pa, da so bile najbolj zloglasne ravno te, ki so potekale v Auschwitzu. Ime doktora Jozefa Mengele je nekaj, kar je kljub vsem tem letom še vedno prepoznavno in zbuja strh. Tukaj konkretno vidimo, da je seveda zelo pogosto, poleg Judov, so bili uporabljeni za te raziskave konkretno Romi. No in recimo na tem precej obsežnem spisku so recimo 3 z zelo značilnim priimkom še danes Brajdič, ki so bile zagotovo iz Dolenjske. Ne vemo točno usode vseh, ne? Zdaj vemo natančno, da je 3 dni kasneje umrla. Ne moremo z veliko gotovostjo, lahko pa s neko gotovostjo trdimo, da je možno, da je tudi zaradi medicinskih poskusov tudi na izvajanju. Tale je pa sicer ohranjeni originalni taboriščni karton Edvike Jurkovič, napisano jasno, da je Šenternejo pri Novem mestu, ki je potem sicer iz Birkenau, kjer je imela kategorijo z Romi, so bili posebna kategorija v Auschwitzu in seveda so imeli označbo taborišne številke z črko Z od Cigojner, po nemško Cigan, Rom, kjer pa je bilo potem premeščena več taborišč in potem vedno ta taborišna številka prečrtana, pa naslednja nova napisana. Ampak tisto, kar je zelo bolj očitno, poleg številke, je njena kategorija, črni trikotnik. Črni trikotnik ne pomeni to, kar sicer se dostikrat misli kriminalci, ampak pomeni asociale. Torej tisti, ki jih je nacistična družba smatrala za ne družabne, ampak tiste, ki niso sestavni del družbe in sem so zagotovo sodili Romi. Ohranil se tudi njen telesni opis in najbolj zgovorna je označba, kjer je opisano, kakšna je njeno telesna postava in piše, da je podhranjena. Judje iz slovenskega prostora so bili pred drugo svetovno vojno zelo malo številčni. Vemo, da jih je bilo nekje med 800-850, od tega jih je nekaj več kot polovica, nekaj čez 400, bilo z območja Prekmurja. In prav ta sicer največja skupina slovenskih Judov, torej prekmurski Judje, je bila v veliki meri poslana leta 1944 v Auschwitz. Običajno sicer se smatra, da Auschwitz je bil največje taborišče smrti, kar je povsem ustrezno, vendar ne od vsega začetka. Nekaj od vsega začetka je bilo to veliko delovno taborišče, ni bilo v začetku mišljeno kot uničevalno taborišče, torej taborišče smrti. In tisto, kar je izjemna posebnost Auschwitza, zato je Auschwitz tako izjemen, je to, da je postopoma to postalo tudi ne samo največje delovno taborišče, ampak tudi največje uničevalno taborišče. Ampak to je relativno pozno, še leta 1943 naprej. Namreč 1943. leta so zaprli nacisti ostala taborišča, kjer so imeli prej plinske celice in vse ubijanje s plinskimi celicami skoncentrirali v Auschwitz. Kar pomeni, da je samo še Auschwitz bil zadolžen za to vrstni način ubijanja Judov. Zaradi tega so postavili 4 velike plinske celice in 4 velike krematorije, takoj direktno v Birkenau, torej tem glavnem uničevalnem središču Auschwitza, in do 2 celo direktno postavili železniške tire. In tisto, kar je verjetno večini znano, če ne drugo iz kakšnega hollywoodskega filma, ko pride transport, pa pride selekcija in potem čez uro, 2 so vsi mrtvi, se je dejansko zgodilo pravzaprav v relativno pozni fazi delovanja Auschwitza. Ampak prekmurski Judje so imeli to veliko nesrečo, da so ravno v tej zelo pozni fazi delovanja Auschwitza prišli v Auschwitz. 2 transporta maja 1944 sta bila poslana, no in izjemno je to, da se je ravno v času tega največjega posameznega pomora Judov, takrat maja, junija, julija 1944 so ubili nekje okrog 400 000 Judov iz takratne Madžarske.
To je zajemalo seveda tudi Prekmurje in takrat so sami nacisti posneli te fotografije, ki zagotovo jih je verjetno večina ljudi že kdaj videla, ker so najbolj znane fotografije iz Auschwitza. Prihod transporta, selekcija, tukaj se vidi ljudje, ki čakajo na selekcijo, zadaj se vidi krematorij, ki bo kmalu postal njihova točka smrti. Kar pomeni, da te fotografije slovenskega vidika niso tukaj samo simbolne, ampak ravno tem prekmurskim judom se je točno to zgodilo, kar vidimo tukaj, in glede na datum, kdaj so te fotografije bile posnete, ni nemogoče, da je na kateri izmed teh fotografij tudi kdo iz slovenskega prostora. Kot na primer, to je družina Blau, Ludvik Blau, njegov mama, oče, njegov brat, sestra, žena in hči. Edina oseba, ki je na tej fotografiji preživela, je sam Ludvik Blau. Vsi ostali so bili ubiti v holokaustu, razen brata, vsi ostali v Auschwitzu. Konkretno mama, oče, hči in žena na isti dan, točno tako kot vidite na teh znamenitih fotografijah v Auschwitzu. Ali pa naprej, fotografija družine Han. Tukaj vidimo zelo tipično situacijo, ne? Torej imamo očeta, mamo, dva otroka. Med vojno so bili seveda potem nekoliko starejši, oče je bil poslan s prvim transportom, ko za delo sposoben, vojne ni preživel, šele kakšnih 20 let nazaj so sorodniki prišli do podatkov, da je umrl na poti iz Auschwitza v Mauthausen, potem ko so evakuirali samo taborišče v Auschwitzu in ga poslali v Mauthausen, torej januarja 1945. Zgodba je seveda značilna tudi zaradi tega, ker nam spet pove tisto znamenitost, kar se tiče Auschwitza, glede zbiranja številk. Namreč on je umrl na transportu na vlaku. Ko se je vlak ustavil, so njegov truplo enostavno vrgli nekje na južnem Češkem. Lokalni prebivalci so to truplo pokopali, ampak seveda je tisto, ko je nastal zapisnik, so napisali, ker so nobeni drugi znakov ni bilo truplo je bilo golo, ne, da truplo ima tetovirano številko. In seveda po mnogih letih je ta številka prišla do Auschwitza, ker so seveda pogledali, kdo je bil s to številko, in tako so potem sorodniki prišli do ugotovitve, da njihov oče, da njihov sorodnik ni bil ubit v Auschwitzu, ampak je bil mrtev in da ima grob konkretno na južnem Češkem. No, edina, ki je preživela, je hči, medtem ko pa mama in sin sta bila seveda med tistimi, ki so bili poslani takoj v krematorij oziroma v smrt. Zelo velika skupina taboriščnikov oziroma pravilne taboriščnic Auschwitza so bile Slovenke iz Primorske. To je povezavi z že prej omenjeno značilnostjo, da do leta 1944, če je bila ženska poslana v taborišče, je imela tako ali tako samo dve možnosti, bodisi Ravensbrück, bodisi Auschwitz. No, ker je bilo odporniško gibanje na Primorskem 1944 zelo močno, je relativno veliko žensk bilo zajetih, poslane so bile v taborišče, nekatere krajši čas, nekatere daljši čas, tam preživele. V vsakem primeru pa gre za eno izmed pravzaprav največjih skupin, kar jih imamo slovenskih taboriščnikov v Auschwitzu. Tukaj bi izpostavil zgodbo Ilke Binjani, urejene Devetak, prebivalke Tolmina. Ona se je pred drugo svetovno vojno poročila z italijanskim častnikom, ki je bil med drugo svetovno vojno celo potem general, vendar je padal v Severni Afriki v zavezniško ujetništvo in ona je seveda zdaj kot seveda brez moža se je leta 1943 vrnila v domači Tolmin, kjer je postala sodelavka odporniškega gibanja in potem, ko so lokalni domobranci izdali, zaprta v Gorico in iz Gorice poslana v Auschwitz. Seveda, če je bila žena italijanska generala, se lahko predstavljate, da ni bila preprosta ženska, znala je več jezikov, fina, kultivirana gospa. Kot takšna je pa seveda v tem peklu, ki je bil Auschwitz, imela eno zelo pomembno prednost. Namreč večina njenih sotaboriščnic Primorske ni vladala več jezikov, ona pa vladala več jezikov. In tako je pri neki priložnosti, kot večkrat že prej, poskušala pri ostalih taboriščnikah recimo trgovati z neke zadeve, s čim bi olajšala trpljenje drugim, zamudila na apel. Apel je bila neka zadeva, ki je vsakodnevno potekala dvakrat na dan, v vsakem taborišču zjutraj in zvečer. In nekaj najhujšega, kar je bilo to, da si zamudil na to. No, in seveda njena kazen je bila, da je morala zaradi tega, ker je zamudila na apel, potem klečati celo noč pred taboriščno barako. Seveda pa je bil december, bil je sneg, od tega se seveda nikoli ni pomogla in je umrla. Za njo je ostal, spet bomo rekli, ker je pač za malo višji socialni status, ne fotografija, samo ampak celo kip, in še danes se po njej imenuje otroški vrtec v Tolminu. Kot je bilo že omenjeno, so ena izmed večjih skupin slovenskih žrtev Auschwitza tudi Judje iz slovenskega prostora, največ seveda iz Prekmurja. Vendar
seveda ne še posebno dokončanih raziskavah, nekje do 50 judov iz ostalih delov Slovenije, največ iz Ljubljane in iz Maribora, so bili tudi med žrtvami Auschwitza. Ena izmed teh je Vera Moskovič, Ljubljančanka, verjetno večina Ljubljančanov še danes prepozna ime, ker obstaja Vila Moskovič. To je njena fotografija sicer izpred druge svetovne vojne, kako ona je recimo svojo življenjsko pot končala konkretno v Auschwitzu. Bi pa izpostavil tukaj primer še dveh judinj iz Maribora. Že prej je bil omenjen dr. Mengele, ki je seveda izmed vseh mnogih zloglasnih nacističnih zdravnikov, ki so delali poskuse genetskega oporišča, najbolj zloglasen. Tisto, kar verjetno večina ljudi že zdaj slišala v povezavi z Mengelem, je to, da je delal poskuse na dvojčkih. No in dve sestri Konštajn iz Maribora so bili dvojčici. V Auschwitz sta prispeli 2. maja 1944 in kot običajno je bil na rampi za selekcijo zadolžen Mengele, ki je seveda takoj, ko je opazil, da sta dvojčici izbral. Zdaj, relativno malo ljudi pa ve, da je seveda na teh dvojčkih, tukaj imamo recimo konkretno spisek, glede na to, da imajo vsi taboriščniki, večina taboriščnikov ima črko A, to je bila serija, ki so jo vedli 1944 samo za Jude, je tako jasno, da gre za Jude, tako smo prej videli, da so tam sami Romi, no tile sicer imate malo drugačno številko, ampak so vseeno torej v tej skupini. Zakaj je Mengele potreboval dvojčke, je čisto tehnično vprašanje, še danes je isto. Ko imate vi kakršnikoli znanstveni poskus, rabite vedno poskusnega zajčka in pa kontrolni vzorec. Zdaj se lahko predstavljate, da je Mengele, karkoli je že na teh ljudeh počel, je imel idealno priložnost v Auschwitzu, ker so dnevno prihajali transporti, lahko tudi z desetinami pari dvojčkov. In on je seveda to izbiral, na njih delal poskuse in seveda v večini primerov so se ti poskusi končali s smrtjo tistega dvojčka, ki je bil poskusni zajček. Zdaj pa seveda lahko si predstavljate, da je bilo samo na božjem svetu v Auschwitzu možno, da ko je zdaj ta poskusni zajček umrl, je njegov brat, sestra, dvojček lahko v isti lokaciji, istem trenutku umrl. In potem je lahko seveda primerjal spremembe, ki so se zgodile zaradi poskusov, ko se reče in vivo na secirni mizi. V primeru teh mariborskih dvojčnic vemo, kot redno, da tista, ki je bila dejansko poskusni zajček, je sicer preživela osvoboditev Auschwitza, vendar je umrla kmalokate za posledicami poskusov. Druga pa je potem se po vojni vrnila v Maribor, se na to odselila na Češko-Slovaško in dočakala sicer visoko starost, umrla je pred 6 leti na Češkem. Relativno malo poznano pa je bilo to, da je torej ta Gizela Konštajn, kasneje poročena Strakova, bila med ključnimi pričami proti doktoru Jozefu Mengeleju. Mengele je namreč takoj po vojni uspešno ušel v Južno Ameriko, se do smrti skrival, ni čisto jasno vseh podrobnostih, ampak vsakem primeru nikoli ni stopil pred sodišče. V 70 letih, ko se je vedlo, da je Mengele še vedno živ, so takratne nemške oblasti, ob sodelovanju tudi ZDA, poskušale seveda zbrati čim več gradiva za morebitni proces, če bi Mengele našli. Kot vemo, ga niso našli nikoli. In takrat je bila ta mariborska preživela dvojčica Gizela Konštajn, poročena Strakova, med ključnimi pričami. Namreč ona je bila letnik 1927 in ko leta 1944 prišla v Auschwitz, je bila stara 17 let. Večina dvojčkov, ki so preživeli, so bili otroci, ne 17 let stari, ampak 5, 6, 7 let. In lahko si predstavljate, da perspektiva, vedenje, razumevanje 5, 6, 7 letnika ni takšno, kot je razumevanje 17-letnice. Zato je bila seveda v tem čisto sodnem primeru idealna priča. Zato, ker je večino stvari, ki so tam dogajale, razumela in jih je tudi seveda znala natančno potem pojasniti. Tudi do zdaj ne dovolj poudarjeno dejstvo je, da so transporti v Auschwitz potekali pravzaprav skoraj čisto do konca delovanja taborišča. Taborišče je bilo uradno zaprto 17. januarja, konkretno zadnji veliki transport, ker je bilo veliko Slovencev, je pa prišel iz Mauthausna še 3. decembra 1944, torej bi rekli manj kot mesec in pol pred koncem delovanja. To je ravno tisto, kar sem omenjal tudi v začetku že, da pač enostavno premalo poznamo te znotranje transporte med različnimi nemškimi taborišči. Ena izmed teh zadnjih transportov, torej že v zelo pozni fazi, je bil tudi ta, ki je pripeljal v Auschwitz Antona Papeža. Anton Papež je zdaj dokazano prvi primer Slovenca, ki je bil poslan v taborišče, na koncu tudi v Auschwitz, zaradi tega, ker je bil
verskega prepričanja, ki ni bilo ustrezno za naciste. Bil je namreč Jehovec. Teda, ko govorimo sicer o holokaustu, dosti ljudi misli, da je to bodi si zajema vse taborišnike, bodi si zajema samo Jude. Pravilni odgovor je, da besedo holokaust lahko uporabljamo seveda v primerah, kadar so nacisti preganjali, na koncu pa tudi ubili ljudi, ki so jih takšnega drugačnega razloga smatrali za nepopravljive, če rečemo zelo eufemično. To pomeni take, da ki bodi si zaradi tega, ker imajo kri, ker imajo prepričanje, ker imajo nekaj zdravstvene razloge, so nepopravljivi, zato jih je treba na koncu ubiti. In med njih so sodili tudi Jehovci. Jehovci so bili seveda krščanska ločina, ki je bila nekonformistična, med drugim so bili strogi pacifisti, zavračali so nošenje orožja in to je bil dovolj vzrok, da je torej nekdo bil poslan v taborišče, v skrajnem primeru tudi v Auschwitz. Nacisti so razpustili koncentracijsko taborišče Auschwitz 17. januarja. Vendar je Rdeča armada, ki je potem osvobodila Auschwitz, prišpela do Auschwitza šele 27. januarja. Vmes je torej 10 dni Auschwitz bil nikogaršnje ozemlje. Ko so torej nacisti se odločili, da evakuirajo taborišče, so poslali v tako manj marše smrti. Izraz sploh ni pretiran, namreč te sicer izčrpane jetnike so, če so obtičali na teh marših, dejansko postreljeni. To je bilo veliko število žrtev, poslali z taborišča. Tisti, ki niso mogli hoditi, so jih pa poslali v taborišču. Nekatere so pobili, vendar ker je bila panika, ker je bilo torej nepregledno, zelo veliko skupino ljudi niso pobili. Tako da mi sklepamo, da je recimo konkretno v samem Auschwitzu ostalo nekje med 7, 8, 9 tisoč taboriščnikov, ki so potem torej 10 dni bili prepuščeni sami sebi. Tukaj pride izjemna zgodba ene izmed sicer najbolj pričevalk o Auschwitzu, ki sploh imamo v Sloveniji, to je Erika Fürst. Tukaj vidimo kot malo deklico v domači Murski Soboti pred drugo svetovno vojno. To je njen oče, mama in pa sestra, vsi so bili v Auschwitzu. Oče je bil poslan s prvim transportom prek murskih Judov 2. maja in se ni vrnil domov. Ni čisto jasno, ali mora Auschwitz ali kje druge. Medtem ko pa in mama in starejša sestra in Erika so pa preživeli. Erika je bila stara 13 let, ko je prispela v Auschwitz. Tudi tistega dne, ko je ona prispela, 21. maja 1944, je bil na rampi za vodja selekcije Jozef Mengele. In zraven je bila njena sestra, ki je bila takrat, ko sta bile že precej podobne postave. In Mengele je najprej mislila, da sta dvojčici. Zato je mama vprašal, ali sta dvojčici. In mama je rekla, ne, nista dvojčici. Pa je Mengele vprašal, koliko sta stari. In takrat je mama od Erike se zlagala. In je rekla, da sta stari 15 in 17. Dejansko so bili pa stari 13 in 15. Če bi povedala po pravici, bi jo verjetno poslali v krematorij. Ker pa se je zlagala, namreč meja je bila 14 let, in pa sta bili postane življenje. Tako so torej sestra, mama in Erika uspele preživeti do januarja. Ko je bila evakuacija, sta tako starejša sestra kot mama bile med tistimi, ki so jo pustili v taborišču, ko nista mogli hoditi. Erika, ki ni bila z njima, ni vedela natančno, kje sta. Njo so, seveda, ker je lahko hodila, poslali v enega teh maršov smrti, vendar je kmalu potem, po izhodu iz Birkenava, izskočila iz kolone, kar je bila svoja smrtna nevarnost, se skrila v snegu, počakala, da so vsi odšli in se potem vrnila v Birkenav. Kdorkoli je bil kdaj v Birkenavu, se mora zavedati, da je to ogromen prostor. Taborišče je bilo dejansko res največje, kar je sploh obstajalo. In je imela seveda izjemno srečo, da je po več poskusih potem našla seveda povsem v neprimernih pogojih, brez ogrevanja, brez hrane, tako svojo mamo kot starejšo sestro. Bil je 17. januar in do 27. januara je ta 13-letna deklica uspela najti dovolj hrane, poskrbeti za to, da sta in mama in sestra preživeli in dočakali osvoboditelje. Kot rečeno, je znotraj Auschwitza seveda zelo veliko zgodb, ta je recimo ena izmed najbolj močnih, najbolj pretresljivih, ki dejansko vedo, da ni bilo tako vse preprosto, da so vsi takoj umrli, ali pa da se vse končalo zelo hitro. Ohranjanje spomina na trpljenje Slovencev v Auschwitzu se je začelo pravzaprav takoj ob sami osvoboditvi. Tale izjemen dokument je napisala takoj ob osvoboditvi Leopoldina Poltka-Kos iz Idrije, ki je namenoma zapisala vse preživele, ki jih je torej poznala med osvobojenci in njihove taborišne številke. Leopoldina Poltka-Kos je potem seveda do konca svojega življenja večkrat te svoje spomine delila, ni pa dočakala tega, kar je ključno, da mi sploh lahko o tem govorimo, ko potem v začetku 80 let je zdaj veliki zbornik v Auschwitzu, katerega sourednica je sicer Mariborčanka, Rošanka Linka Ksela. To je njena taborišna fotografija o prihodu v Auschwitz. Vsi ti so danes seveda že dolgo pokojni, na srečo so svoje spomine zabeležili in na srečo imamo seveda možnost na njihovi osnovah gledati naprej. Bi pa pozoril še na eno zelo pomembno pričevalko, to je gospod Sonjo Vrščaj, ki je seveda, tudi jaz sem imel ta izjemni privilegij, večkrat skupaj z mladimi
obiskala torej kraj, kjer je ona bila leta 1944 kot Slovenka iz Primorske v Auschwitzu. Tu konkretno vidite pred barako, v katerem je bila Birkenau, ne? In jaz moram povedati, da recimo, če ne bi teh izjemnih ljudi spoznal, če ne bi dejansko njihovih pričevanj slišal v živo, ne, se najbrž te naloge, ki jo tukaj vidimo, upam, da zadovoljivo rešene, ne bi bilo.